Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. V svoji knjigi Živeti pogumno poučujem seveda o različnih stvarih. Vendar pa se ukvarjam tudi z zelo posebnim strahom in to je strah pred tem, da bi izgubili nadzor. Mogoče ne občutite vsi tega, vendar zase dobro vem, da se mi je to zgodilo. V preteklosti so me velikokrat ranili. Oče me je zlorabljal, moj prvi mož mi je povzročal bolečino in bila sem ranjena od drugih mnogih ljudi. Z izkustvom sem se naučila, da ne smem zaupati ljudem, pa čeprav sem morala tudi to premagati. Vendar sem med tem začela sama kontrolirati druge. Imam močno osebnost in to ni bilo preveč težko zame. Vendar sem se na koncu zavedla, da je osnova vsakega kontroliranja strah, da bi me drugi ranili ali pa da bi me drugi izrabili. Danes vas hočem spodbuditi, da moramo dopustiti Bogu, da nas On nadzoruje. Nihče noče biti v takšnem osebnem odnosu, ko vas poskuša nekdo neprestano kontrolirati. Končno mi je mož moral povedati, čutim, da moram misliti tako, kot ti misliš in delati tako, kot ti hočeš. Rekel je, čutim, da manipulira z mano. No, to ni zdrav odnos. Samo gotovite lahko, da sem se morala spremeniti. Gotova sem, da če ste tudi vi v podobni vlogi, potem se tudi vi trudite za to, da bi vse nadzorovali. Na koncu postanete utrujeni od tega in to vas izmuči. Radi bi se spremenili in edini način, da se lahko spremenite, ko imate ta strah pred izgubo kontrole ali pred ranljivostjo, da vi niste edini pri odločanju in da ne napravite vseh odločitev. Edini način, da lahko premagamo ta strah je tako, da se naučimo zaupati v Boga. Veste, nihče vam ne more obljubiti, da vas ne bodo ranili. Jaz tega sploh ne bom poskušala, vendar pa vam lahko zagotovim, da je Kristus vaš zdravnik. Če mu zaupate, pa če tudi vas ranijo, bo prišel naokrog in vas ozdravil. Naučili se boste zaupati v Boga v vsaki posamezni stvari in vseh okoliščinah vedno bolj in bolj. Veste, da je zaupanje tako močno čustvo. Veliko premišljujemo o tem, kajti v vsaki situaciji lahko zaupamo ali pa se bojimo. Lahko zaupamo Bogu, da On poskrbi za dane okoliščine ali pa sami poskušamo za vse poskrbeti. Če ste podobni meni ali imate izkušnje podobne mojim, kajti naučila sem se, da sem velikokrat poskušala vzeti v roke to, kar lahko stori zares odlično samo Bog. Tako sem sama samo pokvarila vse. Hočem vas danes spodbuditi, samo da vas ni strah, da bi izgubili nadzor. Imela sem navado reči, da vodiš ves svet je veliko dela. Radi bi bila temu podobna. Hotela sem se voditi. Hotela sem se vedeti in vsem sodelovati in to moramo odložiti na stran, da bi imeli življenje, za katerega je Jezus umrl, da bi nam ga podaril. On hoče, da smo dovolj pogumni, da bi njemu zaupali, da je namreč modrejši od nas in da nas ljubi z ljubeznijo, ki si je ne moremo niti predstavljati. Bog ima dober načrt za naše življenje in On bo skrbel za nas. Hočem vas samo spomniti na Psalm 37:5, izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj in On bo storil. Danes je dober trenutek, da se odločite in rečete, pogumen bom, hodil bom v veri in zaupal bom Bogu, da me bo varoval. Lahko se odrečem kontroliranju vsega, kajti Bog je na moji strani. Oče, zahvaljujemo se ti za Božjo besedo in smo navdušeni, da jo lahko sprejmemo. Radi imamo tvojo besedo, zelo jo imamo radi, cenimo jo in se ti zahvaljujemo za njeno moč v Jezusovem imenu. Amen. Ta teden govorimo o zdravem življenju, na duhu, duši in telesu. Kako se izogniti zlomljeni osebnosti, ki si je morda pridobila nekaj ozdravljenja na tem področju, ampak je brez ozdravljenja na mnogih drugih področjih. Kako živeti popoln v tvojem duhu? Duhovno zdravje pride najprej tako, da sprejmemo Kristusa za odrešenika. Jezus je rekel, pridite k meni. To je zelo preprosto. Mi to lahko storimo. Včeraj ob koncu srečanja je k Jezusu se pridružilo 588 duš. To je čudovito.
Danes je tukaj prav tako veliko ljudi, ki so spoznali naslednje. Ne morem živeti svojega življenja po svojem, utrujen sem od tega, da vse poskušam napraviti sam in hočem priti k Jezusu, da me bo On sprejel takšnega, kot sem in mi bo pomagal biti to, kar On hoče, da sem. Poleg tega, da sprejmemo Kristusa, se nadaljuje tudi duhovna polnost, ko se učimo hoditi v Božji besedi in pokorščini Bogu. Pokorščina Bogu. Ugotovila sem, da moramo biti odvisni od Svetega Duha, da se to zgodi. To pa se ne zgodi nenadoma, naenkrat, ampak po malem, dan za dnem, od slave do slave. Tako moramo biti nekoliko potrpežljivi na poti. Ljudi sem učila leta in leta, da bi verjeli in izrekali. Nisem tam, kjer bi moral biti, vendar hvala Bogu nisem več tam, kjer sem nekoč bil. V redu sem in sem na poti. Čeprav sem nekje na sredi, sem na poti k nečemu čudovitemu. Amen. Zjutraj smo govorili o fizični polnosti. Zelo sem se zabavala, ko sem govorila o skrbi za svoje telo in da se ne zapostavljamo. Dobila sem nekaj dobrih komentarjev na to temo in ni bil samo koristno uporabljen čas, ampak ste mi nekateri izmed vas odprli oči po Božji milosti, da je pretekel čas biti hazarder in postati vlagatelj. Ne hazardirajte s tem, da izrabljate svoje telo tako, da ne spite dovolj, da ne jeste prav, da imate preveč stresa v svojem življenju, da preveč delate, ste izven ravnovesja na vseh področjih in bi s tem še kar nadaljevali. Mi ne igramo Monopolija, ko vršeš kocko in upaš, da pridobiš izjemno karto. Če potem padete v težave, mislite samo na to, da bi si pridobili karto po ven iz zapora in se podali k naslednji stvari. Nočemo biti hazarderji, ampak vlagatelji. Želimo vlagati vase, ker smo tudi vredni. Danes bomo govorili o duševnem zdravju. Mogoče se obrnete k svojemu sosedu in rečete, kakšno je vaše duševno zdravje. Sedaj vidite, da je to veliko bolj zabavno, kot pa je v resnici. A se boste strinjali z mano, da nam verjetno naš povzroča več težav kot karkoli drugega? Veste zakaj? Ker je naš bojno polje, kjer Satan pride in nas napada. Napisala sem knjigo z naslovom Bojno polje uma. In če lahko zmagate na področju uma, potem imate življenjsko zmago že v rokah. Kamor gre tja gre tudi človek. Torej, ubogljivi bo vodil k ubogljivemu življenju. Neobogljivi bo vodil v neobogljivo življenje. Če ste kdajkoli v svojem življenju napravili odločitev, potem želim, da niste samo ubogljivi kristjani. Želim, da ste Božji otroci, poslušni, ki želijo storiti, kar je prav in delajo to, kar je prav in kar poveličuje Gospoda. Nočem, da ste nekaj poprečnega in delate kompromise, pri tem pa gledate, da imate kaj od tega, ter upate, da kar tako pridete v nebesa. Jaz želim ljubiti Boga z vsem svojim srcem in da ravnam prav. Prepričana sem, da so mnogi izmed vas napravili to odločitev, vendar velikokrat ljudje napravijo odločitev, vendar se za njih ne zgodi in ne uresniči. Čeprav imajo dobre odločitve in dobre želje, nikoli ne spremenijo svojega uma. Še vedno mislijo slabe, bedne stvari. Še vedno imajo smrdljive misli. In če imamo smrdljive misli, imamo tudi smrdljivo življenje. Amen. Ali ni tako? Hudič neprestano napada naše misli. Vendar verjeli ali ne, če v začetku začnete sodelovati z Božjim duhom, da mislite prave stvari, boste čutili, kakor da ste v boju od jutra do večera. Vi ste tako utrujeni od bojevanja s sovražnikom, da že ne veste, kaj bi sploh storili. Vendar vam povem, da če ste trdno na tleh, bo postajalo vedno boljše in boljše in boljše. Veste, čeprav moj razum dobiva napade, še vedno so stvari, ki jih sovražnik prišepetava v mojem umu, vendar po tolikih letih vaje hitro spoznam, kaj je narobe in ni težko reči, ne bom šla tja. To sem že storila in vem, kakšen je učinek in jaz ne bom razmišljala na tak način. Tako imam za vas Davidovo zgodbo. Amen. So določene misli, ki jih lahko imamo
in bodo povzročile veliko razdorov. Koliko izmed vas ve, kaj je razdor? To je kot jezno, podtalno delovanje v vašem domu. Lahko se pokaže kot pričkanje, bojevanje, prepiranje, kričanje čez vso mero, vendar velikokrat je samo kot jezno, podtalno delovanje. Vsi smo kot da slavimo Gospoda, vendar se v naši notranjosti kuha jeza, ker vam ni všeč nekaj, kar se dogaja. Skratka, ni po vašem, pa ni pomembno, za katero stvar gre. Naučiti se morate, kako se v umu zoperstaviti takim razdiralnim mislim. Kakor hitro se pojavijo, morate reči, to ne vodi nikamor, tam sem že bil in sem to že storil, spremenil bom svoj in se uskladil z Bogom, ter da on naj prevzame skrb na dano situacijo. Poglejmo drugo pismo Timotiju, 2. poglavje, 23. vrstica. Dovolj zanimivo je to, da sem nameravala končati s tem citatom, sedaj pa z njim začenjam. Drugo pismo Timoteju 2. Odpovejte se. Rada imam to v razširjeni razlagi. Kako pa se odpoveste? Tako, da se zoperstavite. Odpovejte se in se zoperstavite, ter ne imejte s tem nič opraviti. Dajte no, zoperstavite se, ne imejte nič opraviti z malenkostmi, namreč z napačno obveščenimi, neumnimi pričkanji o bedastih vprašanjih. Vi veste, da hranijo razdor in da rojevajo prepire. No, če sem čisto odkrita z vami, si želim, da bi se moški naučili malo bolje ravnati z ženskami. Vendar po vseh teh letih jim še vedno ne uspeva. Veste to? Torej sem neko noč v posteli. Moj mož David je skupaj s sinom nekam odšel. Le kam sta šla tisto noč? Kje sta bila tisti večer? Ali sta šla k prodajalcu avtomobilov? No, nekam sta šla. Kakorkoli, ko sta že sklenila, da bosta šla k prodajalcu, da bi si samo nekaj ogledala. Koliko izmed vas ve to? Če mož odide s svojim 34-letnim sinom, da bi si avto ogledal, to lahko takoj porodi nove težave. Ne vem, kaj se s temi moškimi in avti dogaja. Jaz lahko vozim isti avto tako dolgo, da čisto razpade in mi sploh ni mar, če zgleda dovolj dobro, le da se udobno vozim. S tem sem zadovoljna. Oni pa si mislijo, da morajo imeti novega, če se samo okrog obrneš. Ni pomembna starost, pomembna je glasnost, neudobni so za sedeti in ko se peljete, bo vozilo po cesti kot sama jama. Spominjam se, da sem ležala v posteli, zelo zaspana, pripravljena na spanje in pozvonil je telefon. Draga. Midva sva že pri prodajalcu avtomobilov. Že prej sem hodila okrog te gore, zato je šlo v meni kar vrelo je. Dajte no, gospe, morate opazovati svoje navade, kajti v jarku ste že tisti trenutek, ko se jih oklenete. In rekel mi je, rad bi kupil tega, veš, to je zadnjo leto njihove izdelave. Nazadnje se mi je to zgodilo pred 8 ali 9 leti. Prodajalec avtomobilov je rekel, da je edini v tej državi. Torej zadnji, bili so še samo 4 v vsej državi. On ga je moral seveda takoj kupiti, ni mogel več odlašati. Veste, moj mož je zares previden in moder, navadno se ne da zmesti z ničemer, zelo težko ga je pretentati, vendar ko gre za avtomobile ali pa palice za golf, je popolnoma zgubljen. No, to je v redu, vsak ima svoje pomanjkljivosti. In jaz sem bila tako, David, nikar mi ne reci, da hočeš zopet kupiti novi avto. Ti ne rabiš avta, ne potrebuješ dirkalnega avta. Ti imaš 74 let in zakaj bi potreboval športni avto? In na to sem naredila največjo napako za ženske. Rekla sem, prestar si, da bi vozil tak avto. To ni bilo dobro, ni bilo dobro. Nato je po telefonu govoril moj sin in on je moj ljubljenček, zelo mi je blizu in lahko mi govori o mnogih stvarih. Daj no, mama, veš, da bi midva s očetom rada imela ta avto, bil bi za naju, tako bi se ga veselila, bil bi za najno zabavo, to bi imela kot oče in sin. Rekla sem mu, Danny, on ne rabi tega avta, on že ima lep avto. Ne potrebujemo tega avta. Če vso zgodbo povem na kratko, je on še vedno naslednjega mnenja. No, midva zares misliva kupiti ta avto. Vidite, tudi če nisem hotela imeti novega avta, smo ga kljub temu kupili in to je to. No, to je stvar podreditve. No, kako se bom temu odzivala? Ja, seveda, slava Bogu. Koliko vas žensk že vidi, kam se to pelje?
To ni v redu. Končala sem klic in nisem bila najbolj srečna. Torej, dobila sem tisto majhno razodetje. On bo dobil nov avto, lahko se na to jezim, lahko pa sem vesela. Lahko ga imam rada, dovolj, da mu dopustim, kar hoče on in da bom srečna, ker je on srečen. Kajti David je zares prostodušen do mene. On mi bo pustil storiti vse, karkoli bi si želela. Poklicala sem ga in mu rekla: no, v redu, veš, ni to, da jaz ne bi hotela, da bi ti imel avto, kar pa je v resnici bilo res. Jaz nisem hotela, da bi imel nov avto, vendar sem rekla: veš, ni to, da jaz ne bi hotela, da bi imel avto, želim, da si ti srečen. Če hočeš avto, si ga kupi. Draga, hvala. Ponovno sem prekinila. Na to sem si mislila, saj nimamo nobenega prostega mesta več za parkiranje. Zanima me le, kje bo parkiral ta avto. Imela sem majhen avto, ki mi ga je kupil pred 7 leti, nisem ga veliko vozila, naredila sem 17.000 kilometrov, je lep, rada ga imam in on mi ga je kupil. Tako sem mu že nekajkrat rekla, ker je zelo poredkoma uporabljam ta avto, naj ga proda ali ga enemu izmed otrok podari. Rekel je: ne moreš prodati tega avta, jaz sem ti ga kupil, imej ga, želim, da ga imaš. Na to sem mu rekla: kje pa boš parkiral svoj avto? Odgovoril mi je: no, premišljal sem, če bi se lahko ti svojega znebila. No, ponovno se moram spoprijeti s tem od vsega začetka. To ni lepo, moramo se znebiti tega svojega avtomobila, da bi ti lahko parkiral svojega. To je kot, dajte no, ženska, ali ste kdaj morali? Rekla sem: David, zakaj ti vedno, ko govorimo o prodaji svojega avtomobila, rečeš, da naj ohranim svoj avto, ohrani ga, obdrži ga, pa menda se ga je najbolj znebila. Tako je pravil. Ali ste pripravljeni na nadaljevanje? Bil je to nizek udarec. Rekel je: no, knjiga Pridigar pravi, da ima vse svoj čas. Zares slabo je, ko moraš uporabiti Sveto pismo, da dobiš tisto, kar hočeš. Amen. Dajte no. Zaploskajte Davidu. To je bil avto z ročnim menjalnikom in ogromno konjskimi močmi. Nekoč me je peljal v tem svojem avtu, vendar ker tako dolgo ni vozil avta z ročnim menjalnikom, ni šlo vse po sreči. Mislila sem, da bom morala obiskati kiropraktika, da mi naravna vrat. Zares je bilo nekaj takega. Rekla sem: ti moraš biti nor, če misliš, da bom hodila naokrog s tem avtom, nikoli več ne bom sedla v njega. Na to je šel vstaviti cevi brez glušnika. To je napravil, ko je imel 74 let. Ta stvar kar zarjove, ko v njem sedi moj sin. Brrr. David je rekel: ne morem čakati, da prideš domov in se odpeljeva skupaj. Ali bi prosim vsi vi molili zame? Izgubila sem parkirni prostor, izgubila sem svoj avto, poskušam biti prijazna, obogljiva žena, vendar tu je stvar, ki vam jo hočem povedati in bo ustrezala današnjemu sporočilu. Pred leti bi bila tedne in tedne in tedne jezna na njega. Tudi potem, ko bi mu začela govoriti, bi še vedno imela v svojem srcu nagnjenost do razprtije in bi razmišljala vse mogoče grenke situacije. Mogoče po enem mesecu bi mu rekla: seveda, to je lepo zate, dobil si, kar si hotel. Veste, vam lahko povem, vsa ta stvar je zame trajala le 7 minut, bilo je storjeno in je prišlo. Bila sem tako razpoložena: Bog ti se pobriga za to ni moj problem, upam, da je on zadovoljen s svojim avtomobilom, jaz sem srečna s svojim življenjem. Dajte no, ni potrebno, da nas naš nadzoruje. To zdaj seveda ni povabilo možem, da bi poskušali kupiti nov avto, ker je vaša žena to slišala in bi morala biti do vas prijazna. Nekaj moških je bilo preveč navdušeno nad tem. Nisem čisto prepričana. Poglejmo drugo pismo Korinčanom 10, 4. in 5. vrstica. Rada podelim Božjo besedo na tisto stopnjo, kjer jo lahko živimo vsak dan v naših domovih. Veste, ni se vam potrebno ves čas bojevati. Dopustite Bogu, da se on bojuje namesto vas. Ugotovila sem naslednje. Če on hoče, da ima David svoj avto, je zame popolnoma neuspešno, da bi se bojevala proti temu. No, vse je v redu, poglejmo z njegovega zornega kota. Ali se vam sploh sanja, koliko 1000-krat je David moral sedeti tam dol in me poslušati, da je to tudi storil? On si je to zaslužil. Amen. A nisem prijazna žena, dajte no, joj.
Drugo pismo Korinčanom 10, 4 in 5. Orožje našega bojevanja ni fizično orožje mesa in krvi, ampak je mogočno pred Bogom, da podira in razruši trdnjave. Vidite, če imate v svojem umu trdnjavo sebičnosti in vase usmerjenosti, vase zaverovanosti, potem je skorajda nemogoče, da se ne bi jezili, ko ni po vašem. Kolikor se odpovemo dokazom, teorijam, vzročnosti in vsem ponosnim ter zvišenim stvarem, ki se postavijo nasproti resničnemu spoznanju Boga, in vsako misel in namen podvržemo pokorščini Kristusu, ki je maziljeni Mesija. Tako torej gre to. Naučite se Božjo besedo in ta postane kakor luč v vaši notranjosti. Ko pridejo napačne misli, tiste, ki vas bodo vodile v težave, vas bo Sveti Duh spomnil na vse, kar Jezus hoče, da storite. Prav tam se morate odločiti. Ne morete misliti napačne stvari in delati, kar je prav. Rekla sem, a ste me slišali? Ne morete misliti napačnih stvari in delati prave. Recimo, da je nekdo, rekla sem, ne morete misliti napačnih stvari in delati, kar je prav. Naprimer, da je nekdo podvržen pornografiji, kar je v današnjem času primer pri mnogih ljudeh. Vi ne morete posedati naokrog in si ogledovati raznega materijala in pri tem upati, da vas to ne bo vodilo v težave. Nihče ne pade v prešuštvo kar iznenada. Že prej je bilo mnogo premišljevanja na to temo in ko misel pride v vaš je čas, da se odtresete. Prinesite to misel v pokorščino Jezusu Kristusu in recite, Gospod, pomagaj mi, ne želim misliti na ta način, tja se ne bom napotil s svojim umom, kajti če se napotite tja s svojimi mislimi, boste zelo verjetno sledili tja s svojim življenjem. Dajte, no. Če nočete, da bi se prenajedli, ne mislite ves čas le na hrano. To je čisto enostavno. Če hočete delati zunaj in telovaditi, potem ne posedete naokrog in govorite, tako je težko, joj, kako je težko, mislim, zelo je težko, tega pač ne morem napraviti. Kamor gre tja mu sledi tudi človek. Neko zanimivo stvar bi vam rada danes povedala. Verjamem, da ne moremo imeti ubogljivega življenja in neubogljivih misli. Jozue 1, 8. vrstica. Ne mislim, da bi kdo postal utrujen od tega, da posluša sporočila o naših mislih. Duhovni je miru. Ne pa poln hrupa, skrbi, tesnobe, obsojanja, kritik in temu podobnih stvarih. Bog je imel za Jozueta pripravljeno čudovito življenje in ga je hotel uporabiti na čudovit način. Že v samem začetku ga je Bog poklical in naročil čudovite stvari, ki jih naj stori. Začel je in rekel v 7. vrstici. Samo krepak bodi in odločen, da boš ohranil in storil vse po postavi, kakor ti je zapovedal Mojzes, moj služabnik. Ne odstopaj od tega ne na desno, ne na levo, da boš uspeval, kjerkoli boš hodil. Prav, torej on pravi, tu je moja beseda zate. Sedaj bodi pokoren. Naj bo središče tvojega življenja in se ne odmikaj od te ne na levo in ne na desno. Ali vam lahko povem, da sem ponosna na vse vas, ki prav danes gledajo televizijski program in ste tukaj z mano in mnogi izmed vas me gledate vsak dan po televiziji, to mi pove, da imate radi Božjo besedo, kajti vi vlagate v Božjo besedo. Jaz pa upam in molim, da bi jo vi slišali in jo uresničili. Amen. Verjamem, da ko jo slišite, je v Božji besedi tudi moč, da jo lahko izpolnimo. Edina stvar, ki je boljša od poslušanja Božje besede, je, da jo študiramo zase. Mislim, da če ti dve stvari postavite skupaj, postane to prava elektrarna. On pravi, če boš storil tako, boš uspeval, kamorkoli boš šel. 8. vrstica. Naj knjiga te postave ne zapusti tvojih ust. Z drugimi besedami, izgovarjajo ves čas izgovarjajo Božjo besedo. Ves čas govorim, da izgovarjajte Božjo besedo na glas. Vendar morate izgovarjati na glas, ko ste doma sami, ko ste v svojem avtomobilu. Ena izmed najmogočnejših stvari, ki jo
lahko storite, je, da glasno izgovarjate Božjo besedo s svojim jezikom. Prerok Izaija 55 pravi: beseda, ki prihaja iz mojih ust, se ne vrne k meni brez uspeha. Ne verjamem, da Bog govori samo o svojih ustih, on govori o ustih ali jeziku tistih, ki mu pripadajo. Ko na glas izgovarjate Božjo besedo, vam pomaga prenoviti vaš in vam ga ohrani svežega, napolni vas z močjo, da Božjo besedo lahko izpolnite. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.